Kristus je srednik nove zaveze, njegova smrt nam je prinesla odpuščanje in življenje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Dragi bratje in sestre, zbrali smo se pred našimi aparati, da bi se povezali med seboj v mašni daritvi. Božja beseda je bogata. Prvo berilo govori o Abrahamu, ki je bogat človek, a se zaveda, da je odvisen od Boga. Časti ga in ga posluša, drži se vseh zahtev zaveze, ki jo je Bog sklenil z njim. Zato pa mu obljublja blagoslov in številno potomstvo. Tudi mi bomo poslušali Boga, ga častili in bomo zvesti njegovim zahtevam. Gospod tudi nas blagoslavlja kot Abrahama in druge svoje sodelavce skozi zgodovino odrešenja. Pomagaj nam, da bomo pogumni v veri in vztrajni v zaupanju vase ter sledili tvoji volji. Vemo, da nas boš podpiral na poti življenja, prosimo te za očetovski blagoslov. V Evangeliju pa Jezus govori Judom, da je bil on prej kot pa Abraham in preroki. Abraham se je celo veselil njegovega prihoda, kjer je prejel obljube. Ljudje so se mu posmehovali, še 50 let nimaš in si Abrahama videl. Jezus pa jim nazorno pokaže svoj božji izvor, da je poslan od Očeta. Kakšno mesto ima Jezus v mojem življenju? Kako resno ga vzamem in poslušam? Ali pa je zame kot neke vrste avtomat v sili, ki van vržem žeton Oče naš, že mora priti rešitev. Gospod, zahvaljujemo se ti, ker nas je Oče zbral v tebi, tudi prek interneta in posluša naše prošnje med naši veliki stiski in v zadahu virusne smrti. Prosimo te, naj nas stiska še bolj poveže s teboj in tudi med seboj. Naj nas naredi bolj solidarne z drugimi in hvaležni za zdravje in za življenje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Zares se nas usmili dobri Bog, odpusti nam naš greh, našo krivdo in nas vse pripelji večno in srečno življenje. Amen. Molimo. Zvesti Bog, bodi pri nas in nas varuj Zvesti Bog, bodi pri nas in nas varuj, ko vate zaupamo, očisti nas grehov, da bomo živeli v tvoji milosti in prijeli večno dediščino, ki si jo nam obljubil. To te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki ste v občestvu Svetega Duha živi in nas ljubi vekomaj. Amen. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Abraham je oče izvoljenih. Tedaj je Abraham zapadel na svoje obličje in Bog je govoril z njim takole. Glej, jaz imam svojo zavezo s teboj. Postal boš oče množici narodov. Zato se ne boš več imenoval Abraham, ampak boš Abraham, ti bo ime. Kajti za očeta mnogih narodov te postavim, silno te bom pomnožil in napravil bom iz tebe narode in kralji bodo išli iz tebe.
Sklenem svojo zavezo med seboj in teboj, ter s tvojim zarodom in za teboj, od roda do roda, kot večno zavezo, da bom Bog tebi in tvojemu narodu za teboj. Tebi in tvojemu zarodu za teboj bom dal deželo, ki v njej prebivaš kot tujec. So kanadsko deželo večno posest in bom njihov Bog. Bog je dalje rekel Abrahamu, ti pa se drži moje zaveze, ti in tvoj zarod za teboj, od roda do roda. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev. Bog se vedno spominja svoje zaveze. Bog se vedno spominja svoje zaveze. Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje, spominjajte se njegovih čudovitih del, njegovih znamen in njegove razsodbe. Bog se vedno spominja na svoje zaveze. O zarod njegovega služabnika Abrahama, sinovi njegovega izvoljenega Jakoba, on je Gospod naš Bog, njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Bog se vedno spominja svoje zaveze. Na veke se spominja svoje zaveze, obljube, ki jo je določil za 1000 rodov, zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, prisege, ki jo je dal Izaku. Bog se vedno spominja njegove zaveze. Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus Judom, resnično, resnično povem vam, če kdo moj nauk spomni, vekomaj ne bo videl smrti. Ljudje so mu rekli, zdaj smo spoznali, da imaš hudega duha. Abraham je umrl in proroki in ti praviš, če kdo moj nauk spomni, vekomaj ne bo okusil smrti. Ali si ti večji kot naš oče Abraham, ki je umrl? Tudi proroki so umrli. Koga sam sebe delaš? Jezus je odgovoril, ko bi jaz častil sam sebe, bi moja čast ne bila nič. Moj oče je, ki me počasti. On, katerem vi pravite, naš Bog je. Pa ga ne poznate, a jaz ga poznam. In ko bi rekel, da ga ne poznam, bi bil podoben vam, bil bi lažnik. Toda poznam ga in njegove besede izpolnjujem. Vaš oče Abraham se je silno veselil, da bi videl moj dan. Videl ga je in se zradoval. Ljudje so mu tedaj rekli, še 50 let nimaš in si Abrahama videl? Jezus jim je rekel, resnično, resnično povem vam, preden je bil Abraham, sem jaz. Tedaj so pograbili kamne, da bi jih vrgli van. Jezus pa se je skril in odšel iz templja. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Pustimo, da te besede odmevajo v našem srcu kot zaupanje, kot prošnja. Brate in sestre, z upanjem se obrnimo k nebeškemu očetu. Abraham je vodil izvoljeno ljudstvo stare zaveze v obljubljeno deželo, naj tudi voditelji cerkve modro vodijo izvoljeno ljudstvo nove zaveze. Prosimo te, usliši nas. Naj se vsi, ki vodijo človeško skupnosti, zavedajo svoje odgovornosti in poslanstva. Prosimo te, usliši nas. Ljudje iščejo različne odrešenike. Naj spoznajo v Kristusu pravega vodnika in odrešenika. Prosimo te, usliši nas. Gospod, pomnoži nam vero v posmrtno življenje. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse zdravstvene osebje, ki skrbijo za bolnike v teh nevarnosti, da bi se požrtvovano delali z upanjem na ozdravljenje. Prosimo te, usliši nas.
In še svoje prošnje predajmo. Prosimo Gospoda. Prosimo, da usliši nas. Dobri Bog, usliši prošnje izvoljenega ljudstva nove zaveze po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tudi vi vsi položite svoje prošnje in želje skupaj to na platenu, skupaj s hostijo, za to, kar želite in kar vas bremeni. Hvala Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo bili ta kruh, ki je sad zemlje napornega dela ljudi, ne nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala, pomaj. Kako sprejema vino kapljico vode, tako Bog sprejme našo skromno ljubezen. Hvala Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo pili to vino, ki je sad trte dela človeških rok, ne nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala, pomaj. Sprejmi nas, Gospod, ponižne izkesane takšne, kot smo in kar imamo, in ne dogajate naša daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in operi mi vseh mojih pregreh. Molite, bratje in sestre, da Bog naš Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme, Gospod, daritelj iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. V blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Oče, rad sprejmi te darove, naj bodo nam v spreobrnenje, vsemu svetu pa zveličanje. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In svojim duhom. križko srca, Imamo jih pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. O zveličanem trpljenju svojega Sina je ves svet moral priznati iskrenost tvojega zveličanja in svojega veličanstva, ker se z gnosti moči križa razodeva sodba nad svetom in oblast križanega. Zato tudi mi, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in ti nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polno so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti življenja, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin in naš brat, zbere okrog iste mize, kako svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem, pri večeri vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večer vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Reši nas, odrešenik sveta, ki si nas svojim križem in stajenjem odrešil. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prišel v novo življenje in sta poveličan Božji slavi.
Ozri se na daritev svoje cerkve, tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo, na darovanje samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina. Okrečena z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno veri in ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, vsemi škofi, duhovniki in diakoni in vsem tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpri nam oči in srce za vsako človeško stisko, da najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene, izgubljene in obupane. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali vsem ubogim in zatiranim. Naj bo tvoja cerkev kraj resnice in svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v tebi dobivali novo upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru šli večnost in vseh hrajnih, katerih vero in da ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremeni v nas svoje kraljestvo, ker nas čaka da polno življenje in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico Božjo Materjo Marijo, z apostoli in mučenci, vsemi svetniki in dobrimi ljudmi, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. In s tem molitvijo, če naše združimo vsi v skupni prošnji, da Bog da moči v preizkušnja in zaupanja v njegovo vodstvo in njegovo moč. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas, dobre Oče, vsega hudega. Usmeri nas pomagaj, da bi živeli po tvojem evangeliju, po tvoji živi besedi, v vsakega nemirja in malodušja, ko vsi polni upanja pričakujemo slavni prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekov. Gospod Jezus Kristus, ti si rekel svojim apostolom, svoj mirom nas, svoj mirom zapustim. Daj, Gospod, svojega miru vsem, ki so nemirnega srca, družinam, ki so v krizi, narodom, ki se vojskujejo, skratka vsemu človeštvu, da bi želi miru s seboj, med seboj, se ti na vse živiš in ljubiš vekomaj. Gospodo, mir bodi z vami vsemi. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmiri se nas. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, usmiri se nas. Jagnje Božje, ki odjemneš grehe sveta, podari nam mir. Gospod Jezus Kristus in živega Boga, ki se v Očetovi volji sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje. Reči nam svojim telesom in gre vseh naših pregreh in vsega hudega, da bomo živeli v tvojem duhu in ne pusti, da bi se ločili od tebe. Glejte, to jagnje Božje Kristus, ki odjemne grehe človeštva in nam daje novo moč. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, da preživi cele besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor veruje in uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Duša Kristusova posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoj me, voda iz strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezus usliši me, svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudim sovražnikom brani me, v buri moje smrti pokliči me in k tebi priti pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te, na vekov veke. Amen. Pa še zmolimo molitev za zdravje v času epidemije. Oče, usmiljena in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki nosijo križ bolezni, posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja, vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov in raziskovalcev. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo, nam in vsem svetu pa daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Marija, pomočnica kristjanov, Amen. Prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. svojemu lastnemu sinu Bog ni prizanesel, ampak ga je dal za nas vse. Z njim nam je tudi vse podaril. Molimo. Usmiljeni Bog, nasitil si nas z izrečanimi darovi. Ta sakrament, ki nas krepča na zemlji, da nam zagotovi tudi večno življenje po Kristusu našem Gospodu. Amen. Se vam želim lep večer v krogu svojih domačih, naj bodo tudi ne samo po prostoru blizu, ampak tudi srcem blizu. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni dobri Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite in živite v miru. Bogu hvala. Zakaj žal